Lepo vas vse skupaj pozdravljam v imenu družine in življenja. Benjamin Siter tukaj nocoj z vami in lepo pozdravljam tudi moja nocojšnja gosta, Matjaža in Simono Kosi iz Živijo. Dober večer. Lepo dobrodošla, Bog daj. Super. Upali smo, da se bomo mi lahko med seboj družili skupaj v studiu, pa nam žal to ni uspelo, smo pa takole na Zoomu kot kvadratki, ampak mislim, da bo za trenutne razmere tudi to kar v redu in da bomo lahko imeli en tak lep večer skupaj, ne? Sam sebe sprašujem, koliko nas zdaj sedi, pa smo gori tako oblečeni spodaj po spodnicah, recimo, ne? Jaz se zdaj raj ne bom ostal, čeprav, sem v hlačah. Torej, Matjaž in Simona, dobrodošla, evo, tukaj v naši skupnosti, ne vem, koliko točno nas je, mislim, da nas je skoraj 300 oziroma 300 krat 2 potencialno, ker marsikje sedimo skupaj kot pari, tako da tole je kar ena velika Zoom množica, res dobrodošli vsi skupaj. Pa da ne bomo več odlašali, mečkrat smo že v zamudi, pojdimo kar v srž vajine zgodbe. Se pravi, vidva sta v resnici dva od največjih slovenskih influencerjev, oziroma celo morda največja kot par. Imata največ ljudi na Facebooku, največ ljudi na TikToku kot par skupaj, če jaz to prav vem. Mogoče, ja. Mogoče, ja. Lej, pa sta vseeno naša, sta vseeno, bi rekel, preprosta, normalna, življenjska in o tem se bomo danes pogovarjali o naših življenjih, o naših odnosih. Pri družini in življenju pravimo, da so odnosi nekaj, kar je treba graditi namenoma. Sploh pa, ko pridemo v odnosih tja, ne? Pravijo, ko se tisti med poliže iz začetka. Ampak pojdimo najprej v vajin začetek, vajine zgodbe. Kako sta se Matjaž in Simona Kosi spoznala? Za katero verzijo povemo, ne? Mi imamo več verzij. Imamo romantično verzijo, potem, daj, povej resnično verzijo. Ta smešno pa ta resnično, ja. Preko interneta. Tako. Mi smo živ dokaz, da te ljubezni preko interneta so možne in Da obstanejo tudi, ne? Da obstanejo in trajajo. Ja. Odlično. Danes v resnici, če tako pomislimo, je kar zahteven čas za najti koga, ne? Ko smo takole prek, v bistvu skoraj edina pot za marsikoga danes je preko interneta. Imate kakšen konkreten nasvet, kako se tega lotiti, oziroma kje sta vidva prek interneta se našla? Je bilo to prav namensko iskanje ali se je to čisto po naključju zgodilo? Nisva se našla na Tinderju, da ne bo kdo mislil, ne? Tega mislim, da še ni bilo takrat, ne? Ne. Našla sva se čist na eni strani predhodnici Facebooka, ali kako bi temu rekel, Netlog se reklo, to je bila taka stran za mlade, pa sva si začela gor komentirati neke slikice in je bilo to. In potem je šlo, v bistvu niti nismo daleč na razno doma. 10 kilometrov. Ampak se nismo videla v življenju, ne, niso vedela en za drugega. Tako da takrat pa se je te nekako začelo, pa je pol kar na hitro šlo, tako da trajalo, 3 tedne pa sva že bila v zvezi, nekaj takega, ne? Odlično. Se pravi, takrat ste se pol pa res fizično, ni šlo za ono klasično internetno zgodbo nadaljavo, sta bila dosti blizu drug drugemu, ja. Da sta se pol poiskala. Ampak tista prva iskrica je bila pa prek spleta, pravda? Ja. Super. Koliko časa sta pa pol, tako bi rekel, hodila, ne? Pravimo, da hodiš drug z drugim, predno sta se poročila? 3 leta, 2 leti pa sta se pol zaročila. Potem pa manj kot leto dni pa poroka. Ja, tak je bil splet, okoliščin je bil taki zelo zanimiv, da so zapirali eno zlatarno na Ptuju, pa je bil ves nakit minus 50%. In sem mislil, wow, ne, če pa zdaj ne bom šel kupil nekega prstana, ne, pol pa tudi. In takrat se je splačalo, ne? Takrat se je splačalo, ja. In noben pa mi ni povedal, da tisto, ko ti kupiš prstan, da to še najmanjša naložba, ne, da pol vse draži, ko se ženiš, pa ko si oženjen. Ne, hecam se. Tak nekako se je začelo, ja. Ja, super.
Veš, kak je fajn, da v bistvu mora priti do stvari tudi po spletu na ključi, da ne moramo vsega kontrolirati. Danes se mi zdi, da bi radi imeli vse. Pa sem ga jaz mogla malo tako poriniti z novico o zaprtju te zlatarne, ker smisla, mogoče pa mu bo le kliknilo, ne? Si dala en tak očiten namig. Ja, in mu je, no. Ja. Dobro, Matjaž, bravo. Točka zate. Praviš, potem so bile pa priprave na poroko in to menda, da je kdo, mama ali tašča, da je poslušala in se je spraševala, kaj je zdaj tukaj z nami. Ja, midva smo vadila najin poročni ples, ker smo hotela najine svate presenetiti pač nekaj drugačnega, ker midva smo drugačna. Nismo imeli poroke skoro nič v tradicionalni smeri. In smo takrat v zgornjem delu hiše pri Matjažu vadila najin poročni ples. To je trajalo tako mesec dni konkretnih vaj. In potem v nedeljo po poroki, ko smo še potem imeli ta ožja družina kosilo, se nekaj pogovarjamo in reče babica, da zdaj pa ona končno ve, kaj je gori nad njeno glavo mesec dni skupaj ružilo v eno in istem taktu. Je rekla, meni je šlo vse drugo po glavi. Mi dva ples trenirava. Dobro. Ampak prav ta pot, da gresta proti poroki, ni bila pa nikoli vprašljiva. To sta pa v bistvu že kar vedela, da se želita poročiti, da ne nameravata, bi rekel, koruziti v nedogled, ali kako ne to rečem. Pa v bistvu smo si ful hitro zbrala tudi datum. In da smo se pač pogovarjala, da se pač, ko bo poroka, če bo poroka, smo si pogledala taki najbolj primeren datum in je to bilo 12. maj 2012, taki datum, ki ga tudi ne pozabiš, tudi če si moški, ne. In dejansko je potem bilo 12. maj 2012, no. Ja. Pač določila je in tako je bilo. Lepo, sej, pravi. Mene so sicer napačno naučili, ne, ko sem se poročil, da če se naučim reči, da draga, da pol bo vse v redu sem. Ni čist tak, ne. Smo se morali tudi odnaučiti še tega. Veš, kaj so hotel reči? Kaj si, Simona, ti najprej opazila pri Matjažu? A je bil kaj zabaven ali je bil, kaj te je pri njem najbolj pritegnilo? Glede na to, da sem jaz takrat bila bolj tiho, je v bistvu on vodil celi pogovor in hotel speljati vse res na smeh, na štos, pač sproščenost, no. To je bilo tisto prvo, pa razgledanost. Pa oči. Nekaj moglo za reči zraven takega. Super. Ker sprašujem, ker dejansko je iz tega, ne, se pravi, že tisti vajen poročni video vajnega plesa, ki je nekdo kar nekako na hitro po domače posnel, je postal viralc, ne. Se videl, je bilo ogromno ogledov. Če sem prav spremljal vajino zgodbo, se je s tem rodilo tudi ime misticizem, ne. In potem je nekako iz tega ven prišel pa tisti slavni beli zajček. V bistvu beli zajček je bil že prej, ne? Beli je bil prej. Nisem prav. Beli zajček je bil še pred najino poroko, ko sva bila zaročena, ko sem se jaz mučil z mojo diplomo in tisti dan, ko sem jo končno dokončal in napisal zadnjo piko, je bila Simona obljuba, da če bom jaz to zmogel takrat decembra 2011, da pol bova pa eno bedarijo posnela, ko sem jo imel na zalogi, to ta beli zajček, ne. Tako da tak je prišlo do belega zajčka, ja. Ampak jaz še zmer ne zastopim te fore. Ampak veš, da dosti ljudi ne zastopi fore, ne. Ljudi ne kapira, v čem je fora, ampak fora je v tem, da je smešno ljudem ravno to nerviranje, ne, da v bistvu ni pomembno, kam gre beli zajček, ampak kam gre beli zajček, pač ja. Da najedeš. Do konca, ne. Imaš nekoga tu poleg in ti vedno eno in isto stvar ponavlja, ne. Ja. In s tem v bistvu se je že nakazal ta, bi rekel, princip, po katerih delata vajine videe, kjer v bistvu vzameta zakonske pa odnosne, bi rekel, neke stereotipe, pa jih malo napihneta in pol bum, se folk avtomatsko prepozna, ne. Pol sva imela v bistvu po tem belem zajčku sva 1, 2, 3 videe še naredila take smešne, pol pa sva rekla nekako, da ne bova več midva to snemala, teh nekšnih smešnic, pa sva hodila iti malo bolj globoko
pa smo naredila en taki zelo lepi video, taki, ko nagovarja Slovence, narodnost, naj sprejmejo, ne, če ne vem, če ženska zanosi, naj sprejmejo otroka. In bolj sem to naredil, tisti video, ga objavil, bolj vem, da sem link poslal čist vsem župnikom, vsem, ko sem imel kajkoli z vero veze, naj ga delijo. In moram reči, da ful je bil slab odziv, ne, in sem bil takrat malo razočaran in bolj sem sva kar dala na stran to snemanje. Za 6-7 let sploh se nisva taknila in nič objavila. No. Je tisti slab odziv sesul? Ja, ker sem mislil, da bodo začutili, da je to zdaj nekaj lepega, pa da bi midva lahko kaj takega snemala, ampak ni bilo zanimanja nobenega. Se pravi, ampak ta želja nekaj snemati je bila pa v tebi skozi ali v vama obema? Matjažu. V meni. Ja. Jaz sem prej, ko sem šel študirati teologijo, sem v bistvu hotel študirati režijo filmsko. Jaz sem res taki filmofil, pravi, obsedenec filmi in to mi je življenjska želja, da enkrat pridem do te točke, da bom lahko režiral. Saj zdaj že režiram te moje filmčke, ne, ampak da bom enkrat bil neki projekt, ko bo malo večji. Ne. No, ampak zanimivo, ne? V bistvu pravimo, Bog da neke želje, neke ideje v glavo in nekaj, kar si človek želi, potem pride pa tudi še pravi čas, ne? Nekoč. Ne? Je naš čas, je naša ideja, kdaj bi nekaj počeli, pa je v bistvu še božji čas. Ne? In dejansko je bila pol ta korona katalizator za vaju, ali kako, ali ste že malo pred njo? Malo pred. Tako. V bistvu, jaz sem tak, vsake toliko časa imam izlete v politiko in sem tam 2017 do 2019 sem bil na eni politični funkciji, pa me je res tako me ožmeknilo, kako bi človek rekel, da sem bil res tist prazne baterije. In potem sem rekel Simoni, zdaj pa jaz želim spet začeti malo snemati te fore, pa to, da malo, ne vem, odmislim vse to, kaj je zdaj bilo 2 leti. In sva začela, pa niti nisva bila uspešna 2019, ne? Ne, pol pa 2020 pa prišla korona, pa sva slišala pol za ta neki TikTok, ne, TikTok, kaj je to TikTok, verjetno še zdaj mnogo gledalcev tukaj niti ne uporablja tega, pa ne ve, ne, ampak v bistvu pol pa sva šla na ta TikTok, ne, na to aplikacijo, ali to, kako bi se reklo, to spletno mrežje, te se je pa začela zgodba. To je bil spet en izziv, ker Matjaž, ko dobi pred sebe izziv, se ga loti s polno vnemo. Ja, meni je nečakinja rekla, da itak ni šans, da bomo midva komu zanimiva, ker je to za mlade, ne pa za neke 30 plus letnike, ki bi mogli ne vem kaj delati, ne pa snemati ničnih skečov. In da bo tista črtica oziroma klukica, da to pa zdaj moram jaz osvojiti in iti z polno vnemo v to in evo, zdaj imamo to, kaj imamo. Super, ful dobro. Praviš, Simona, ko si Matjaž nekaj zadal v glavo, pol ni, da bi se mu dalo izogniti. Mene to fascinira, da se pustiš ti, da dejansko on, ko pride, praviš z idejo za video, ti kar greš v akcijo in mu slediš v resnici. Ja, ni glavobolov, ni slabe volje, ni tečnih ali pa... Čakaj, se še pogovarjamo o snemanju filmčkov zdaj, ne? Ja. Jaz se že videl. Nič ni, zato ker če ne bi to bilo isto, kak je na koncu beli zajček, da bi znorela, ker hodi za mano, pa gremo zdaj posnet, zdaj imam idejo, zdaj moramo, zdaj takoj, ne vem, če bi ne vem kaj drugo imela za delati, pusti vse, pa gremo snemati, tako da pač te rečem, da, dragi, ne. Zelo pretirava, zelo tako. Ne, tak je. In te pač gremo to posnet, ne. Super. Samo 5 minut te rabim, reče. To je tistih 5 minut pa. Ja. Ne vem zdaj točno, o čem se pogovarjamo, ampak vredno. O snemanju video. Lepo. Ful dobro. Ker dejansko potem pa pač pride s temi videi, recimo, marsikaj, ne? Pridejo tudi, angažmaji, pride delo. Kam sta dala zdaj otroke? Koliko jih imata? Dajte mečkaj predstaviti družino. Otroke, Nežo staro 8, Tobija, ki je star 7, Izak 3, pa Rafael 2 leti. Zdaj trenutno so nadstropje niže, z polno skledo koruznih kosmičev, sicer to Smokijev, ja.
to zdaj ne bi smela povedati za večerjo, ampak mogla smo jih animirati. Podkupiti, takšne, da ne? jih čuva. Pa risanko, Podkupiti. Ja, podkupiti malo, ja. pa vseeno čutiva vibracije, tako Ja. da skačejo spodaj in mislim, da ima kar žurko. Aha, ok. Dobro, mogoče pride kdo na obisk, ne? Zna se vse zgoditi, ja. Ja, super. Ko berem malo odzive recimo na te vajine videe in tako, vidim, kako je res všeč ljudem ta pristnost, pa morda tudi to, da so postali viralni v času korone. Tudi jaz sem prav v času korone začel nešteto enih štosov prejemati in po Vibru in po Messengerju in tako se mi zdi, da smo v tem času, ja, tako da smo v tem času nekje v fazi, ko rabimo kakršnokoli sprostitev, rabimo humor, rabimo štose. Ne? Sigurno, ne? To je zdaj najbolj iskana roba, bi človek rekel, ne? Zato ker imamo tako polno glavo te korone, te besede, že sama beseda, pa testiranje, pa cepilci, anticepilci, pa politika, pa tako nas bombardirajo iz vseh strani, samo to poslušamo, ne? Tako da res ljudje so zelo obremenjeni, pa zelo, mogoče se mi sploh ne dogaja nič tako stresnega v življenju, ampak že samo to, ko spremljaš televizijo, ti povzroča neki stres, pa se počutiš, kot da živiš sred neke vojne. Ne? Negotovost. Ja, tako da res zelo so veseli, no, teh najinih skečev, tega, kaj mi dva predstavljamo na tem misticizmu. Se nimava samo skečev, imamo mnogo vsega. Ne? In nekako so nas sprejeli pač za takšna, kot sva. Mi pa se res trudimo biti pristna, ne? Da nismo zdaj tu midva nekšna tak sproščena, pa to pol pa bi na ulici bila neka vzvišena ali pa neka važna ali pa nekaj, ampak smo točno taka, kot smo tu, smo vedno, tako da se tudi lahko sred trgovine skregava, pa ne snemava, pa se skregava. Edino v videih dostikrat gospod režiser zamenja vloge, ne? In se predstavlja sam sebe kot najboljšega tehničara, jaz pa tista, ki ne ve, kako se prav vklopi, ne vem, sesalec, pa kako se da paprika, kako se nafila, ne? Ja. Tako da to pa je malo drugače v resničnem življenju, no. A si čemo en video pogledati, no, Tadej, dej nam pokaži onega od stene, no, kako se to pri vas stena mala, oziroma kako se odloča, kakšne vrste stena bo pri hiši, no, to moramo videti. Spalnice pa bomo imela stene roza pobarvane. Roza, ni šans, roza stene pa ne. Bomo? Ne, glej, Bomo imela roza. Jaz sem moški v to te veze. Kaj se daraš? Ne derem se, samo pravim, jaz sem moški v to te veze. Kaj se daraš? Ne derem se, samo pravim, da sem moški v to te veze. Kaj se daraš? Ne derem se, samo pravim, da sem. Kaj se daraš? Roza si rekla, ne? Ja. Ok, dobro. Odličen stereotip, komandirlih babence, ne? Ampak praviš, Matjaž, je malo obrnjeno včasih. Ne, to kar je realna slika. A to je realna, ok. Dajmo si še enega imam pripravljenega. Drugi je pa stereotip na moške, ne? Kaki smo pa mi moški. Se ta je bil tudi malo, ne? Kako popustimo, ampak naslednji je pa reci, da me ljubiš. Neseš to, prosim, sobo v omoru? Halo? Kaj? No, me poslušaš, prosim? Vedno te poslušam. Pa če te čujem te. Resen? Ja, resen. Dobro, te pa probajmo nekaj. Kaj ima provala? En test. Kaki test? Ja, daj naredi ga, kaj te zdaj. Reči, koga ljubiš. To te pač ne leži, ja, tebe ljubim. Reči, koga ljubiš. Ja, pa, zdaj smo pri lanskem zaključki, zdaj smo tam, ko se sploh nič ni zgodilo. Jaz sem šel v sobo notri, se spoteknil. Halo. Ona meni Daj. Glej, jaz sem šel v ono sobo, se spoteknil, ona gor na mene, jaz ne vem, kaj je bilo. Halo, poslušaj me. Samo reči, koga ljubiš. Samo tebe, nikoli nisem nič čutil, mislim, sploh nič nismo imela, nikoli. Jaz sem se spoteknil, ona pa... Halo, poslušaj me. Kaj? Poslušaj me. Poslušam te, vedno te poslušam. Ne vem, kaj bi rada čula od mene. Ja, reči, koga ljubiš. Tebe ljubim, nikoli ni bilo nič, jaz sem ona pa gor na meni. Pa ne razlagaj nič drugo, jaz ti pravim, reči, koga ljubiš. Jaz se predam, jaz ne vem, kaj bi rada od mene, ampak vem, da mi samo v mozek nekaj nabijaš. Neža, pridi malo sem.
reči, koga ljubiš. Koga ljubiš? Matjaž, če si ti glavni scenarist in režiser, ne, od kod dobiš tako dobre ideje, ki so tako, bi rekel, skladne z realnostjo mnogih parov, mnogih zakoncev? Odkot vse te ideje prihajajo? To, ki smo zdaj gledali, reci, koga ljubiš, to je res bil prvi pravi video po vrnitvi, ne. Tako da to je čist predlani, čist začetku leta. Kaj jaz vem, ideje dobivljam iz življenja, iz vse posod. Preberem vic, dobim idejo, preberem nekšno smešno stvar, ali pa čist nekšno butasto stvar, pa dobim idejo, recimo, ne vem, iz vseh možnih strani. Tako da, zdaj je že tako, da mi ogromno ljudi nama že pošilja fore, to lahko posname na to, lahko posname ta. Pol jaz vedno malo preoblikujem, da ni glih neka kopija nečesa, ali pa tako, ali pa se čist, ne vem, smo bili v živalskem vrtu, pa sem se spomnil, evo, zdaj pa kaj če bi mi zdaj posneli, da ti mene zdaj zamenjaš za opico, pa govoriš nekaj, Matjaž, tako cela vneto in pol skapiraš, da to nisem jaz, ampak je to opica. Pa smo posnela, recimo, in pol, eni so se zgražali, ne. Joj, to pa je res grdo. Eni vzamejo dobesedno te najine videe in mislijo, da to, ne vem, in bolj so pisali, Simona, kako si nesramna, ne, ta video pa mi ni všeč, ker je nesramna, ampak to je bila vse fora, ne, za vsako vsebino, ki jo objavima, v bistvu se oba strinjava, da bova jo objavila, pa jo načrtujeva, tako da nič ni takega, da bi zdaj res en drugega, ne vem, načrtno žalil ali nekaj, ampak to so pač se zezama en z drugega. Znata se pohecati en z drugega, ali pa drug iz drugega in tako je pač res, dejansko je to nekaj najboljšega, ne. Kakšna, se pravi, prej smo šli obratno, kje iz življenja vzameta štose, kaj ste se pa morda v tem času, ne, to vendarle morate objavljati ful redno, koliko, vsak dan ali kak vsak drugi dan ali kak je to? Najboljše vsak dan, ja. Vsak dan en video, to je noro. To je ogromno enega dela odzadaj, ne, pa ogromno odzivov pa tega, kaj ste se dejansko v tem času morda naučila o življenju pa o odnosih, no? Da ne podlegamo vplivom okolice, da sva to, kar sva, ker če bi pač dosti odzivov je negativnih, Ni dosti. nisem dosti, no. So negativni odzivi, so odzivi, ne vem, na mojo težo, in če bi se zdaj to obremenjevala s tem, pa se pustila pač, da to vpliva na naju, bi že davno nehala snemati, no. Tako da smo to, kar smo, pa gremo pač po tej poti naprej. Super. Ja, se mi zdi, da se velikokrat, sploh Slovenci, ne, se pustimo prehitro ustrahovati, ne, kaj si bo pa kdo drug mislil, kaj bojo pa rekli. Hitro ti lahko vzamejo voljo, ne, ampak midva smo zdaj že na taki točki, da recimo, da nekdo napiše neki negativen komentar, pa že pol toliko teh, ko naj imajo radi, pa naj radi gledajo, da pol že onega tako potovčali, ne, zakaj si tak negativen, zakaj si nesramen, da pol ponavadi kar oni izbrišajo ta komentar dol, ne. Tako da smo zdaj že v enem takem varnem okolju. Ja, ampak res navajena sva tega, se absolutno ne sekirava. Tudi ko objaviva kakšne, ne vem, verske tematike, ko objaviva, da, ne vem, da molimo pri adventnem venčku ali pa kaj, pa se najde kaki taki, ne. Ampak absolutno se naj ne dotakne nič, no, da bi nama jemal voljo do snemanja. Ja, super. Ker se mi zdi, da se pri nas tudi, v bistvu sploh mi kristjani, ne, vidva nekako se sploh ne bojite pokazati, da sta kristjana, ne, sta pokazala, dostikrat se stramujemo, da smo kristjani, pa da hočemo biti čim bolj neopazni, pa neopaženi med drugimi. To je nekaj sramotnega, ne, namesto da bi bili ponosni, zato ker v bistvu med ljudi v svet prinašamo neko veselo sporočilo, ljubezen, ampak sami podlegamo nekšnim zunanjim, kako bi se reklo, zunanjim pogledom na samo vero, ne, zdaj to, da vem,
pa ta afera, pa ona afera in pol nas postane sram na mesto, da bi kristijani se moramo zavedati, da je bistvo krščanstva nekaj čist drugega kot to, kaj nam, ne vem, kaj zdaj vidi nekdo, ki ni veren, recimo. Ne, bistvo krščanstva, to, da mi zdaj širimo to Jezusovo ljubezen, dobro voljo, smeh, s tem mi lahko spreminjamo vse ostale, ne pa, da bomo se zdaj kot kristjan sekiral za neke napake, ne vem, cerkve, ki so se sigurno lahko zgodile, glede na to, kako številčna organizacija smo in da bi zaradi tega jaz zdaj, ne vem, bil tiho, pa se skrival in bi me bilo sram biti kristjan, ne. Meni je fascinantno, kako kljub temu, ne, vas dva ljudje imajo radi, ne, ker imajo radi ta humor, ker imajo radi to, kar vidva sta, ne. Matjaž, ti si prav teolog po izobrazbi, ne, tako kot jaz, delno. Kako to, da si prišel na teologijo? Te je prav vera, te je prav, bi rekel, tako intrigirala, zanimala? Si imel kdaj še kakšne druge ideje? Če bi zdaj celo zgodbo govoril, ne. Na kratko. Kratko, nisem bil sprejet na režijo in potem sem šel na teologijo, ne. Ker si vpisal na teologijo, ker si vedel, da boš sprejet, ne. Ampak to ni pomenilo, da jaz vedel po teologiji, pa nič. Ampak, ko sem se vpisal na teologijo, ne, moja mama je taka zelo verna, ne, in ona v sekundi bila prepričana, Matjaž bo zdaj župnik, fertik, ne. In pol, ko sem jaz kar nisem hotel iti v semenišče, ampak sem ostajal laični teolog, in ko sem mi predstavil prvo punco, pa pol drugo punco čez par let, kar ni mogla tega sprejeti, ne. In ko sva se Simono poročila v soboto, tak v petek, en dan pred poroko se vsedla dol, mama pa me pogledala pa rekla, zdaj pa res vidim, da ne bo župnik. Šele takrat. Šele takrat je dojela, da pa res ne bom župnik. Ja. Simona, kak je bila pa tvoja pot glede vere, recimo tudi si iz vernega okolja doma ali si kasneje prišla bližje? Mi smo v bistvu bolj to tradicionalno vero ob večjih praznikih, pa smo v bistvu, imam vse zakramente pa vse. Bilo je zelo zanimivo tam na začetku, sem pač hotela Matjaža fascinirati in smo na prvi ali drugi zmenek prinesla horoskop, da bomo midva zdaj skupaj gledala. Mi to dopolnjujemo oziroma če pašemo skupaj. Mi je Matjaž kar to beg porinil pa rekel, gledaj, še mi drugič prinesi Milko, pa knjigo z horoskopom, ne. Tako da na začetku še ni Matjaž nič, da bi nekaj zdaj vplival na mene, zdaj pa moraš ti nujno z mano hoditi k maši, ampak tako postopoma sem tudi, pač ena želja se je razvila, pa sem šla z njim k maši, pa v naslednjih 14 dni ne, pa potem spet, povabil me potem čez 2 leti, čez eno leto za novo leto v Medžugorje, tako da sem se potem temu tudi odzvala, tam je potem bil en znak, da pač Jezus hoče, da grem tudi po tej poti naprej, da se ne oddaljim od cerkve, tako da zdaj pa smo skupaj v tem pa širimo. Jaz sem kar ponosen na njo, jaz res nisem, jaz sem imel že prej kako punco, pa je bila pa sem imel kakšne boje z njo, ne, recimo, ko sem šel v nedeljo zjutraj ob 2 iz diskoteke, zato ker grem zjutraj k maši, pa ne morem iti ob 5 spat, ob 8 pa k maši, ne, pa sem se kregal s puncami, pa tak, ne. Tako da sem se na strateški ravni odločil glede Simone, da pa res absolutno nič je ne bom, ne, nič, niti k maši ne bom povabil, vse bo že sama rekla, če bo hotela iti, ne, čist mi je bilo vseeno, tudi če bi rekla, da ni verna, pa da ne bo verna, jaz zaradi tega ne bi rekel, da nočem biti z njo, ker toliko imam trdno vero, da vem, da moje vere ne bi ona zdaj pogasila s tem, je pa se glih obratno nekako zgodilo, da pol ona nekako sama od sebe začela res se vključevati in sem res ponosen na njo, ker je zdaj bere berilo v cerkvi, pa tak, da super, no. Par nedelj komaj. Zdaj na novo, ona to na novo bere, pa tak. Zdaj sploh, ko si slavna, le Simona. Super, hvala Bogu. To je en velik blagoslov vendarle, da sta lahko skupaj na tej poti, ne. Pa tudi res je pomembna ta vključenost v skupnost, ne.
v resnici se mi zdi prej, ko sta govorila o teh svojih sledilcih, tudi to na nek način postane ena skupnost, ne. Mava že zdaj kar nekaj ljudi, ko enostavno, ne vem, ko so nam res že tako skoraj da kot družina, ne, pa jih v živo ne poznava. Ne vem, ena gospa z Avstrije, Slovenka, ko živi v Avstriji, mislim, Prlečka. ja, mislim, da celo danes tukaj gor, ne vem. Tako da Karina, če si z nami. Ja. Zdaj, če gremo, recimo v večerih, ko otroci zaspijo, gremo midva live, gremo v živo, to tisti, ko ne ve, ne, gremo ali na TikToku ali na Facebooku v živo, ne, da jo snema tako kot zdaj in pol ljudje se lahko priklopijo, pa pišejo spodaj, pa jim odgovarja. In zdaj, če te Karine, če je ni gor, midva kar gremo, jaz si grem pa kar napišem SMS ali pa nekaj, pridi narobe. Ker vem, da bi želela biti, pa mogoče ne vidi ali pa kaj, ne, tako da res ostajamo povezani. Meni je to zelo lepo, no, jaz imam res, rad imam te ljudi, no, ko so takšni, ko vse sprejemajo pozitivno, ko naj razumejo, ko so nekako z nama skupaj na tej poti misticizma, te prepoznavnosti, te širjenja, teh nekih, kako bi se reklo, jaz rečem, da širiva neko normalnost, no, tako da, da zdaj, ne vem, smo na Instagramu, tam, če pogledaš na Instagramu, bi moral biti malo bi moral biti z botoksom napolnjen, pa malo našminkan za vsako objavo, pa ne vem, kaj midva pa nismo, midva pa smo v domačih majicah tam gor, pa naj jo isto spremljajo, pa isto naj imajo radi in nekako širiva spet normalnost, ker je že toliko nekega na oni strani normalnosti, da je potreba potem, da tudi kakšni ta influencer, da je normalen, ne. Ja, super. Zdaj, ko si glih majice omenil, čestitam, ne, ful lepe majčke imate, ne, dajte malo počasati. To sva pa kupila, ko sva bila na vikendu za zakonce, na najnem prvem in edinem zaenkrat v Zrečah. In to je bilo res čudovito, takrat smo imela še samo 2 otroka, to je bilo 2017. Okay. In so nama seveda ostali pari iz najne zakonske skupine častili, ne, da sva šla. Vedeli so, da jaz nimam rad morja, tako da sva čakala, da nisva šla na hrvaško balo, ampak ko je bilo v Zrečah, da sva šla... Na Rogla, Zreče. Ja. Super. Dejansko, ja, jaz sem vaju pred leti prvič opazil, ko ste bila v eni diževi majčki, ne. In poli vem, da sta ata pa mama sta rekla, ne, ja, se smo se pa videli na seminarju in tak, ne. Dajte povedati, koliko časa že hodite v zakonsko skupino? 6 let, recimo. Aha. Zdaj moramo pozdraviti vse najne sozakonce, ne. Zakonske skupine Ormož. Tako, 2-krat družina Korpar, pa družina Lukner, pa družina Viher. Ja. Smo koga pozabila? Ne. Pa naš gospod župnik je z nami. Tako. Lepo, dobro večer, dobrodošli. Eno super zakonsko skupino Diževo in res od začetka smo eni in isti skupaj in povezani. Damjan Košček. Evo se piše. Evo jih že piše. Bravo. Ja, sta pa bila prvi voditeljski par, pa sta bila par Zajnkovič iz Razkrižja, ne? Super, lepo. Pri družini in življenju, kdo je na novo z nami, imamo 250 plus zakonskih skupin po Sloveniji, videla sta v eni od teh skupin in to ne pomeni, da je z vama kaj narobe, ali kako, tako folk vprašam. Dostikrat, ko pomenimo, da smo v zakonski skupini, vprašajo, kaj če imata vidva težave, kak je v zakonu, ker ni videti, ne? Te pa moramo midva razlagati, kaj je zakonska skupina, tako da to potem traja, da ugotovijo, da pa res nimamo težav. Dajte še nam malo razložiti, dajte. Nimava težav, niko nimava težav, dobro, nimava, dobro, tudi kot vedi, nimava težav, dobro. Nimate večjih težav od normalnih, ali kak? Zdaj govori tako, kot smo se zmenila. Ja, dobro. Ja. Ja, zakonska skupina je pač prostor, kjer se pari srečujemo enkrat na mesec, in kjer preventivno delamo na odnosih, zato da ne bo prevelikih težav, in se tudi med sabo, bi rekel, nekako brusimo in si povemo svoje izkušnje iz zakona, in v bistvu, ko vidiš, da si normalen, če imaš neke normalne težave,
Da imajo tudi drugi sopari take težave kot mi, ali pa zelo podobne, ne? Da vidimo, da nismo sama. In bolj, ko vidimo, da ne vem, par, ko je že 30 let poročen, pa v zakonski skupini, pa ima iste težave kot midva, bolj vidimo, da pa mogoče pa bova midva tudi zdržala, ne, pa da to niso tako velike težave, da bi bile nepremustljive. Ja. Ker v teh časih osamljenosti se mi zdi, da se prav velike pa prav hitro zdi, kot da so pred nami nepremustljive ovire, ne. Zakonska skupina je pa res en tak varen prostor, ne, kjer se pari lahko pogovorimo, stvari si povemo, se skašljamo drug drugemu in dejansko imamo potem nekako oporo za naprej. In če to redno delamo, je to definitivno boljš kot... Preveč nabere, ne? Ja, tako da pišete, če ste normalni, vabljeni v zakonsko skupino, tule imate zdaj tudi prijavnica, lepo vabljeni, da se napišete, pa vas bomo že pofočkali, pa se zmenili, kako bi naredili kakšno novo ali pa vključili v kakšno obstoječo, ne. Tako je. Morda kakšna praktična stvar, ki ste se jo vidva naučila v zakonski skupini? Kaj bova povedala, praktična stvar? Da se moramo poslušati, ker dosegati je tako, da pač vsaki svojo govori, pa ne. Tam so nam včasih kot mediatorji, ne? Da v bistvu se skašljava, vsaki svojo plat zgodbe poveva, ne, pa ne samo midva, pač vsaki par in pol, kako pridemo do tega, da je to normalno, da vsaki zakonec vidi svojo plat resnice, pa da ga jezi tisto drugo, pa na sozakoncu, pa da sozakonec mogoče zato to dela, ker je pač nekaj za nazaj in pol pridemo tako daleč, da nekako rešujemo zadeve, ne, tako da je to res ena krasna stvar. Praktično reševanje. Parkrat sem že povedal, vedno nama je muka iti, ker vedno to tako bolj pozno, otroci so sitni vse in tisto zadnji, pa zakonska mora več. Ampak ko se pa peljeva nazaj domov zakonske, pa so vedno tako polna nekšne milosti, pa srečna, da sva šla, pa nikoli ni žal. Nama se vedno mudi. Vedno se nam mudi. Zaradi otrok, ker pač nam otroke čuvajo, pa zdaj pa do 9 in do pol 9, torej imamo samo pač obdelajmo snov, pol pa pol ure za druženje in midva sigurno ob 9 gremo. Pa ponavadi potem pridemo tam proti pol 11 domov, ne. Tako da naj tista vsa snov, pa potem druženje s pari, naj tako notri potegne, da tudi če se nama tako mudi, imamo tiste trenutke za sebe, pa... Te malo prisili, da si vzameš čas zase, ne? Na redni bazi, na mesečni bazi, pol je pa predvideno še, da greste enkrat na mesec na zmenek, ne? To nam zelo redko uspeva, zelo redko. Ja, pri tolikih malih otrocih verjamem, ja. Ampak sta bila zdaj v enih termah, ne, vidim. Sva bila, ja? Wellness. Ja, lepo. Tlele piše na gospa Zvonka, kje vajne skeče lahko spremljamo. Gospa Zvonka, če ste na Facebooku, pol vpišete misticizem, pa naj jo tam spremljate na strani misticizem. Če niste na Facebooku, pol pa samo vpišete v Google misticizem, pa bo vrglo ven YouTube filmčke, tam vas zbrane, skeče skupaj, pa lahko tam gledate. Ali pa kje sva še vse, TikTok, Instagram, kjerkoli. Karkoli se odpre, midva ven skočiva, se mi zdi. Daj mi res, Matjaž, povej, no, vidva sta tudi v službah, ne, tu je pa prej Matej vprašal, ne, dajte malo povedati, kaj delate v službenem času, ne, in kako vam pol vse to zlaufa? Čisto normalno. Čisto v rednih službah, 8 ur, dobro, Simona ima zdaj malo skrajšani urnik, ker zaradi otrok pa tega, ne, je na 6 urah, jaz sem 8 ur, potem imam jaz še vsaki dan skoraj da verouk, jutri bom ga imel po službi še 5 ur verouka do trde teme, tako da imava kar, ne, ampak vsaki dan si najdeva teh 15 minut, jaz imam vedno vnaprej 3-4 skeče že pripravljene, pol se malo pogledava, kaj bi tisti dan, kako se počutiva, kaj bi posnela, pridem domov, posnameva, zmontiram, objavim. Kako se on počute? Dobro, jaz izbiram. Dobro. Tako da ne vzame to toliko časa. No. Okay. Jurij sprašuje, odkot ime misticizem. Pa tudi kakšna druga vprašanja, če še imate, kar preštimite, napište v chat noter,
Zdaj je čas, da se še mečkano tako v praksi pogovorimo, ker smo ravno vsi skupaj tule v živo zbrani. Misticizem, to je v bistvu ena mistična, to je ena, kako bi se reklo, ti bi vedel to boljše povedati kot jaz, ne? Teološka, filozofska smer in imeli smo v drugem letniku faksa enega profesorja, dr. Špeliča, Mirana, ko je res take, že zgleda kot en mistik, ne? In on je to bolj govoril o tej mistiki, o teh stvareh, o skrivnostnosti in meni se to tako super zdelo in sem si naredil takrat 2 e-maila, takrat se je začelo delati te maile, pa to tako bolj, prej smo imeli vsi tiste Arnes prv na začetku, tam 2000, pa tam, pol 2005, 2006 pa sem si jaz naredil Gmail, ne, Gmail, pa sem si dal pač ime misticizem, ker se mi je zdelo tako v redu, pa da ne bom imel glih Matjas.kosi, ne, tako kot ima vsi drugi, ker jaz moram biti poseben, sem si naredil misticizem na gmail.com, pa potem Yahoo mail, pa sem si dal onkraj imanence, ne, tudi čisto. Transcendenco. Ne. In pol sem si naredil YouTube kanal in sem si lahko samo, je bila tam opcija, da samo daš isto ime, kako imaš mail in sem samo dal misticizem ime YouTube kanala in potem smo objavila tega belega zajčka gor, ki je bil hit in potem smo rekli... Koliko ogledov je imel tisti zajc? Kdaj je bilo? Koliko ogledov? Okoli 840,000. Dobro, zdaj nam je toliko številka, ker zdaj imamo, ne vem, zdaj ima najbolj gledani Facebook video 22 milijonov. Tak da, ja, ampak takrat pa se nam je zdelo to veliko, ne. In kolikor pustila to ime misticizem, mogoče malo ni sebi, ampak jaz tako rečem, ne. Skozi leta bova prišla tudi do takih globokih tematik, do globokih videov in takrat bo misticizem ime pasalo kot vlito. Aleluja, super. Ne, je čist prav, veš, da imamo neko pot postopnosti. Ne? Veš, kaj sem te hotel vprašati, Matjaž? A ti kdaj kdo zapoje uno, ko si na tleh in ko si sam? Ne, ampak na poroki so nama najni sovrtiški vzgojitelji, ker so bila dolga leta vzgojitelja na Debelem rtiču za otroke, so nama peli, je to, tebi se to moglo cenzurirati, ali so nama zapeli tam pred vsemi, imel sem tak 6 župnikov na poroki, ne, oni pa so peli, ko si na tleh, Sima jo kličajo, Simon, ne, Sima na njem in bolje so tako dalje, ne, tako da ne. Ja. Je ta komad večkrat praviš ne? Fino. Ej, kako pa, tlele Melita vidim sprašuje, pa še nekdo malo v podobno smer, Petra pa Marko, kako vajni otroci, sploh starejši, sprejmajo vajeno izpostavljenost, če imate kakšno situacijo, dejansko jih tudi v videih večkrat pokažeta, ne? In če so bili pripravljeni biti v videih, ne, tako tako. Zdaj, 3 dni nazaj sem posnel z sinom en video in je kar sam hotel, ne, sem se Simono hotel snemati, kako ve dihati pod vodo, ne vem, če si gledal. Sem gledal, ja. Jaz bi snemal s tabo in je imel tako voljo, zelo radi nastopajo, sicer zdaj neke paziva, da so takšne primerne tematike, ne, ker midva znamo imeti tudi kakšne zelo take odrasle tematike, ne, ampak zavijeva vedno na tak način, tako da ni preveč pohujšljivo. Tako da v te, ja. Predvsem pa Neža. Ja, Neža, najstarejša hčerka zelo rada nastopa. Mislim, da ima največ atovih genov. Ja, pa kaj naj rečem, vse ima godi, ima ko idva kdo, ne vem, vidva sta misticizem, ne vem, imata svoj hashtag, to, če ne veste, kaj to pomeni ključnik, ne, tista lojtrca, pa potem, ko recimo objavim na TikToku video, pa sta ona dva noter, potem tudi hashtag misticizem kids, ne, da svoj hashtag, tako da, če pišeš misticizem kids v TikTok, potem bo samo tiste videe vrtlo postavljena dva gor, ne. Rada sodelujeta, zaenkrat ni bilo niti enega negativnega
negativne situacije, zavedava se, da to včasih malo rizično, nekateri so zelo panični glede svojih otrok, pa jih sploh ne dajo na Facebook, pa nikamor. Ok, midva sva se odločila, da jih, ampak zelo paziva, nimata svojih mobitelov, pa jih še nekaj časa ne bosta imela, tako da če že dostopata do TikToka, recimo, je to prek Simoninega telefona, kjer tudi paziva, kaj gledata, ker hitro je lahko kakšna neprimerna vsebina. Ne, že včasih dovoliva, da kaki je čist normalen oziroma taki otroški video posname, predvsem preko TikToka, ko so ti plesi ali pa kaj ta lahko kaj posnemaš, ampak seveda predtem ona to mora Ato pokazati, da potem Ata vse naredi hashtage, pa objaviva pol na Simonin TikTok. Pol je pod mene objavljeno, ja. Ja, je treba biti vseeno tudi kar previden na teh omrežjih z otroki, ne. Se pravi, meni je fascinantno mi je, kako sta uspela, bi rekel, ta družbena omrežja, ki so lahko večkrat en vir enega pobega, enih težav, pa vseeno res obrniti, tako kot praviš, Matjaž, v neko pozitivo in s tem, kar sta, ne, vidim, ljudje pravijo, vama se vidi, kako se imate radi, ne, vama se vidi, kako v resnici je zadaj še nekaj več, ne, in v bistvu s tem dejansko lepo pričujeta tudi za, bi rekel, te vrednote, ki so v vajinem ozadju v resnici, ne. Ja, midva zdaj že nekaj časa razmišljava, pa poskušava narediti tako eno majhno preusmeritev, ne, da bi se bolj trudila na tem področju, da bi na nek način evangelizirala, ne. Ampak je zelo težko in zelo počasi morava to delati, ne, ker če bi midva zdaj naenkrat, ne vem, odrezala to najino vsebino in začela samo, ne vem, z verskimi tematikami, bi bil šok in bi mislim, morava lepo postopoma iti, ne, postopoma in tako da res trudiva se, ja, predvsem, da tudi ni najino, nekako nama ni cilj, da bi zdaj midva, ne vem, snemala samo videe namenjene samo, ne vem, katoličanom, ne, ampak nama je čist všeč, midva imava ogromno prijateljev, ki so nikoli nisva se zapirala, ne, nikoli nisva, ne vem, rekla, ne vem, dva prijatelja, ko sta recimo poročena, istospolna, recimo poročena, ne, ona dva sta vedela, da midva, kako gledava na to, ko se je šlo v družinskem zakoniku, smo imeli nasprotna mnenja, ampak smo se zmeraj spoštovali in smo dobri prijatelji in to je meni všeč, da greva čez tisto, kako bi se reklo, vaši, ne. Korak, ne, da nekaj je najin pogled na svet, nekaj pa je, da zaradi tega midva ne bova nekoga izključevala, če ima drugačen pogled, pa drugačen način življenja, kot ga imava midva. Odlično. Obenem pa s tem tudi vabite naprej, ne, tako tudi pri družini in življenju, ne, vidimo, kako so odnosi, pa ta potreba, da bi imeli boljše odnose, v resnici nekaj, po čemer vsi hrepenimo, ne, in dejansko na ta način res tudi preko seminarjev, preko zakonskih skupin, ali pa že čist osnovnih stvari, kot so, ne vem, da se prijaviš na e-novičke, pa vsak teden dobiš eno tako vsebinco, recimo, ne, ali pa da slediš tudi nam, ne, na Facebooku, na Instagramu, kako se avtomatsko že te odnosne vsebine začnejo usedati v nas, pa dejansko pravimo, da ko mož in žena prihajata k Bogu, vsak zase, ne, ko sprejmeta eno odločitev, da želita slediti, pa sta s tem še zmer normalna, pa še zmer krvava pod kožo, obenem prihajata pa tudi bližje drug drugemu, ne, in se lahko razvija en lep odnos. Mogoče za zaključek še tak, če imate še kakšno tako spodbudo, no, v tem smislu, kaj je Diš vama dal, pa če koga hočete tudi še povabiti bližje, Diš je kratica družine in življenje, ne. Ja, res, tisti, ko mogoče ne poznajo, tudi midva sva na začetku so naju vabili, res se sliši zakonska skupina, pomisliš na to, da moraš imeti težave, pa saj jaz nimam težav, ne. Ampak v bistvu je Diš eno takšno, en prostor sprejetosti, kjer lahko vse svoje
vso veselje, vso srečo, pa vse tegobe podeliš z drugimi in ti je res, res potem dosti lažje. Ne? Dosti lažje. Jaz moram povedati, meni so postali naši dižovci, ki smo skupaj v skupini, res vsem nam so. Postali smo si taki prijatelji, da težko si že predstavljamo, ne vem, življenje en brez drugega, da bi se nekaj pomembnega zgodilo, pa da ne bi delili to recimo en z drugim. Ne vem, če povem primer, ko je bila Simona v bolnici lani zaradi covida, so kar plačali oziroma so kar organizirali sveto mašo za njo in tisti dan, ko smo mi imeli tisto sveto mašo tam, pa smo se pol še družili, pa smo se še skupaj slikali, pa je pošiljali slike. Tisti dan, če verjameš ali ne, tisto bil tisti dan, ko je zdravje začelo iti navzgor. No, ne, mislim, res, nekako deljenje ljubezni oziroma množenje ljubezni med ostale ljudi, se mi zdi. Ne? Ja, odlično. Naj povem, prej sta povedala, da sta bila samo na enem diževem seminarju doslej. To bi radi popravili, tako da zdaj nimam nič za v roke dati, ampak evo, virtualni darilni bon prejemata za tole nocojšnje srečanje. Ja, hvala lepo. To pa res čas, boklone. Tako da se res lahko nekje spet srečamo tudi v živo, če Bog da kmalu. Pa da bo ta mogla pač sicer zrihtati varstvo, ne, ampak bo pa čas samo za vaju na enem od naših seminarjev. Vas bi pa zdaj vse skupaj povabili mi, da se nam ne ustrašite, da gremo skupaj v take male skupinice za nekaj minut, da si majčkeno na hitro podelimo, kaj nas je najbolj nagovorilo nocoj, pa mogoče tudi v tem smislu, kakšne vsebine bi še rabili, kaj še, da nam malo pomagate pripravljati za vsebine za naprej. V vsaki od teh podskupinic bo eden od naših diževih moderatorjev, tako da ne bomo se sam čukasto pa čudno gledali. Tako da pojmo skupaj za nekaj časa v skupince, pa se pa spet dobimo tule nazaj, pa še zaključno misel, pa morda tudi malo glasbe s Tadejem Vindišem, ki je naš sodelavec. Tako da zaenkrat pa res iskrena hvala. Kdorkoli se še ni, imate možnost res ali v zakonsko skupino se prijaviti, ali pogledajte naše seminarje, ali se pa vsaj naročite na tele e-novičke, boste tam prejeli tudi 10 pravil za srečen zakon razloženih kot e-knjižico, če se prijavite na e-novičke. Obstaja pa tudi opcija, da se naročite na našo revijo Družina in življenje, ki je v bistvu edina revija za naju, revija, ki jo 4-krat na leto izdajamo, ki prinaša take članke nas samih, naših parov, ki pač pišemo na temo odnosov, izkušenj, vse tako, realno, nenarejeno, se pravi, idealnega para, idealnega zakona ni, smo pa ljudje, ki smo na poti in ki delamo in ki vas vabimo zraven.